Danes izvajamo predstavitev Slovenske vojske v tako imenovanem konvoj Mirnska dolina, kjer predstavljamo delovanje Slovenske vojske v osnovni šoli Miren, Šentrupert in Mokronak Trebelno. Cilj te predstavitve je, da se učenci seznanijo s Slovensko vojsko in tudi krajani, koliko pridejo na obisk. Sodelujo pa enote iz vojašnice Franca Uršiča, inženirski četi 1. in 72. brigade, Rodovski bataljon 72. brigade ter prva četa 10. pehotnega polka ter pripadniki EVO in vojašnice in ter teritorialnega polka. Prvo uro, ki smo jo preživeli, jo preživljamo skupaj, da bo vsem ostalo v spominu, kajti pestro in raznoliko ste predstavili Slovensko vojsko, njen način dela in seveda tudi videli, kaj naši učenci v zvezi z vojsko vedo, pa tudi kaj vedo o naši zgodovini, kajti zgodovino moramo poznati, saj vemo, da zgodovina je učiteljica življenja. Kot ker je letos tudi 100-letnica začetka Prve svetovne vojne, 70-letnica Druge svetovne vojne ter 25-letnica priprav za osamosvojitev, smo organizirali tudi pripadnika 17. pešpolka iz Ljubljane, ki predstavlja vojake Prve svetovne vojne, partizana iz Druge svetovne vojne, iz novomeške čete v nastajanju ter pripadnika teritorialne obrambe iz tistega časa. Tako da prikažemo skozi kviz za 9. razredov tudi malo zgodovinski pomen in vlogo Slovencev v zadnjih vojnih zadnjih 100 let. Da je bilo zelo slikovito za otroke, da so preizkusili razne ovire, da so pokazali, da nekaj znajo in da pravzaprav imajo odnos do Slovenske vojske. Hvala vam za predstavitev. Na igrišču, da dvignemo zastavo, kadar imamo koga? Za Slovenijo! Gospod poveljnik vojašnice Novo mesto in celotni ekipi in vsem, ki asistirate danes tukaj zraven, hvala lepa za vaš čas in za trud, ki ga boste namenili nam, za to, da se seznanimo, kakšno vlogo ima Slovenska vojska v tem mirnem času v državi. Želim vam, da bi iz te kratke ure spoznavanja odnesli čim več. Dragi pripadniki Slovenske vojske, z velikim veseljem smo prijeli vas danes v našo sredino in se vam toplo zahvaljujem za to uro zgodovine in predvsem za državljansko in domovinsko vzgojo, ki ste jo namenili našim učencem in pa tudi del poklicne orientacije in jaz verjamem, da ste s tem svojim prikazom in z njim še boste navdušili marsikoga od naših učencev. Še enkrat hvala in verjamem, da bo tak obisk z vaše strani lahko postal tradicionalen in da se bomo še večkrat srečali v naši sredini. Hvala lepa.